Beletrina v živo. Obrnite se, je rekel trgovec in nenadoma vzel svetilko ter posvetil na steno nasproti portreta. In si oglejte to čarobno kožo, je še dejal. Lepo pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji beletrine, klasičnega branja, klasičnega romana, klasične beletrine, ki nam znova prinaša vrhunce svetovne književnosti, živa in hkrati temeljna besedila, knjige za vse čase. In kaj tokrat pričakujemo? Tokrat bomo odpirali roman Čarobna koža, Balzaca, potem pa sledijo Heinrich Mann, Turgenev, Strindberg in Lin-Lang Xiaoxiansheng. Danes torej Čarobna koža, odpiramo ta roman s tem čarobnim naslovom, skrivnostnim naslovom. In danes se pogovarjamo s prevajalko romana, doktorico Špelo Žakelj. Špelo, pozdravljeni. Pozdravljena. Dober dan. Nekaj bom povedala, če mi dovolite, o vas. Vaša biografija je zares zelo prevajalska in takole gre. Leta 2011 je Špela doktorirala iz francoske književnosti na temo Alegorija in ironija v francoski književnosti 13. stoletja. Že od leta 2004 prevajate iz francoščine leposlovna, teoretska dela, poezijo, stripe, poljudno literaturo in strokovne dokumente tudi. Pa tudi piše, ustvarja nekje tam blizu morja, obdana z morjem. Je to res? Tako je, na Krku. Na Krku, kako to, kako vas je pot zanesla tja? Krk je malo bliže kot Cres. In znašla sem se enostavno tam. Morje mi je pa resnično kot neki dom za dušo. In tam se je porodil moj prvi roman za mlade, Medved z otoka. Vam kar zavidam, da ste obdani z morjem, obdani pa ste tudi s francosko literaturo, kot so že rekli, in seveda tudi z Balzacom. In začniva kar na začetku, začniva tam nekje v gimnazijskih letih. Spominjam se, in gotovo tudi vi, da kot gimnazijci, ne mi dve, ne nihče, zares ni maral Balzaca, je res? Ja. Zakaj se je to dogajalo? Zakaj se to še vedno dogaja, si mislim? Jaz mislim, da so mogoče da niso romani posodobljeni. In potem pride do tega, zdaj odbije bralca. Konkretno moj roman La peau de chagrin. Pravzaprav chagrin je žalost. In to bi bila žalostna koža. In vedno se ozrem, ko prevajam, tudi po drugih naslovih. In ko sem videla, Angleži so dali naslov Magical Skin. Seveda, to mora biti čarobna koža. Čeprav Balzac zna, Balzac malo tudi po svoje naredi kakšno stvar. Vsi naredimo kakšno stvar malce po svoje, ne? Vendar prevajalci tega ne bi preveč smeli. Ne, tako. Mislim, imeli smo tudi težave s tem, kaj je sanskrt, kateri vzhodnoevropski jezik točno je v romanu. Ampak nazadnje, zakaj nismo marali Balzaca? Verjetno zaradi prestarinskega jezika. Torej mislite, da je v jeziku tisti razlog, ne toliko v duhovnem svetu, kajti meni se zdi duhovni svet čarobne kože, vašega prevoda, njegovega dela, še kako aktualen. In vas kar vprašam, torej Čarobna koža je eden od vrhuncev Balzacovega cikla, kako se že... Comedie humaine. Tako, človeška komedija. Ja, združuje več kot 40 romanov. Eden izmed njih je tudi ta, raziskujejo globine človeškega značaja. In človeški značaj, človeška koža, čarobna koža. Kaj čarobnega je na tej koži? Jaz bi tukaj rekla, mogoče je bil Balzac celo malo pred Wildom. Ustvaril je pač... Govoriva o portretu Doriana Greya? Ja, tako. Oscar Wilde. Ja. Pač zamislil si je to čarobno kožo, ki se krči z vsako željo, ki ti jo izpolni. In
Ja, temu našemu mlademu junaku, Rafaelu de Valentinu, se pač zgodi to. Ne? On je najprej žalostni mladenič, brez denarja, brez statusa, v tistem času Francije, ko so bili že v bistvu nouveau riche, se pravi novi bogataši so prihajali in zgodi se mu to, ne? Pride v antikvariat in najde to čarobno kožo. In kupi si to čarobno kožo za 3 bakrence, ki so mu ostali na začetku romana v žepu. Pravzaprav mu zažvenkljajo tik preden se on odloči za svoj zadnji korak v življenju. To naj bi bil samomor, Tako, ne? Naj bi ja. skočil v seno. Ja, v seno, ja. Zelo zanimivo je tudi, mislim, vse to opisovanje, kako so včasih imeli barke, ki so iz sene pobirale utopljence. Ne? Zdaj ne vem, če to še mislim, da ne. Ampak on se pač odloči, jaz bom nehal živeti. Ne? Ampak potem dobi čarobno kožo, ki se pa z vsako njegovo željo krči. Zdaj, če primerjava sliko Doriana Graya, slika je skrita. Dorian Gray slike ne gleda. Medtem ko naš junak, Balzacov junak, gleda to kožo. Vsakič, ko se malo skrči, Se njemu tudi skrči srce, ker ve, da mu odteka življenje. Tako. In se boji svojih želja v resnici. Ja. Čeprav se mu marsikaj uresniči, on pa ve, da je to približevanje koncu. Tako je. Ampak kakšen značaj, zdaj govorimo o Balzacu, o tem njegovem duhovnem svetu ali pa opisovanju takratnega duhovnega sveta. Kakšen značaj je to, ta mladenič, ki mu je všeč samo nečimrnost, lahkotnost, ki pravi, sam ne bi mogel ljubiti naravnega dekleta. Ja, to sprva pravi, potem se pa premisli. Ne? Potem pa dejansko se zaljubi v to deklico, ki mu je takrat pomagala na skrivaj, ko je bil še reven mladenič, ko je živel v podstrešnem mansardnem stanovanju za služabnike odprtem. To moramo vedeti, da ni imel nekega gretja, zeblo ga je. Sila skromno je živel, ne, v tistem obdobju. Ja, in ta Pavlin mu je skrivala novce. Vsake toliko mu je prinesla kaj. In potem on vidi, da ta nečimrni svet, da ga mora zapustiti. Ta plehki svet. Tako. Vse te opere, vse to nastopaštvo. In navidezno. Navidezno, tako sploh te nouveau riche, novi bogataši. Enostavno spozna, da mora to zapustiti in se obrniti k pravi ljubezni. Prava ljubezen je pa Pavlin. Ampak nažalost je takrat koža že precej skrčena. Tako je. Koža je že toliko skrčena. Najprej si zaželi bogatstvo, bogato žensko, ljubezen bogate ženske in tako naprej. Ampak tukaj se koža že toliko krči. In ko on dojame pravzaprav, kaj je to pristna ljubezen, prava ljubezen, je žal že prepozno. Je prepozno, da se umakne v neko samotarsko življenje. Ja. Eremit postane, tako rekoč. Ja, gre v razne toplice, švicarske Alpe, potuje po... No, se to je dobro, ne? To je super. Ja. Toplice in švicarske Alpe. Ampak, ko smo že omenjali ženske, Špela, v romanu so tako pravljični opisi žensk. Ne? Tako so čudovite, lepo napravljene, sveže. Potem se pa nenadoma že v naslednjem odstavku vse obrne. Ja. In se pokaže ta temačnejša plat.
Kakšna je ta plat? Ja, to je pravzaprav na teh njihovih velikih banketih, ne. Se pokaže, da se te ženske kažejo, samo kažejo, nič drugega. Plehke so, naličene lepo, ampak v njih ni nič. Vendar pa je v romanu, saj zdi se mi, kar precej erotičnega pridiha. Ravno zaradi opisovanja teh nastopov, teh vilinskih bitij, ki potem to naslednje jutro niso več. Tako je. Naslednje jutro, ko se prebudijo, niso več tiste prave ženske, tiste lepotice, tiste večerne, kako bi rekla, neke nimfe, ne, ki zapeljujejo. Ampak, ko se prebudijo, so pač navadne ženske, ne. In ja, je veliko tega, čeprav jaz osebno bi rekla, da me je zelo odbijalo ta prikaz teh lažnih čustev. Vsi ti banketi, zvečer so seveda vsi za mizo lepi, spodobni in tako naprej. Potem pa pridemo do naslednjega jutra, ne, ko se dejansko pokaže pravi obraz teh žensk in pravzaprav ni obraza, no. Preobrat torej. Jaz sem pa v jeziku Balzaca in v njegovih mislih in v vašem prevodu opazila tudi precej igre besed oziroma igre teh kontrastov. Recimo, vi ste takole prevedli: nisem znal govoriti molče ali zgovorno molčati. Revščina bogastva, bogastvo revščine. Potem je zapisano takole: pogosto srečamo ljudi, ki so na videz pravi silaki, a imajo pod bronastim telesom nežno in občutljivo srce. Ali pa: ona pa je pod nežnim in gracioznim ovojem skrivala bronasto srce. Ali pa: jaz sem bil ambiciozen, želel sem vas ljubiti z vsem srcem, vas, ki nimate srca. Ali so te figure, ti preobrati, to kontrastiranje črnega, belega značilni za Balzaca nasploh, ali je to ta čarobna koža, ki vsebuje veliko teh, lahko bi celo rekla, stilističnih slogovnih figur? Jaz bi rekla, da je prav posebej mogoče v čarobni koži, ne, ker tudi če se vrneva majčkeno nazaj, v gimnazijo, ko smo brali Balzaca, vsa njegova dela niso bila toliko značilna, medtem ko prav ta čarobna koža je pa zelo, zelo se poglobil v to junakovo psiho in v to dojemanje pravzaprav tega mondenega sveta, takratnega seveda, okrog njega, ne. Špela, koliko ste se mučili s tem prevodom? Ker se mi zdi, da ste ponosni oziroma da nekaj toplega čutite do tega, da ste to zmogli. Vsekakor, vsekakor, in zelo sem vesela, da mi ga je tudi uspelo tako dokončati. Čeprav jaz kot prevajalka mogoče sem preveč emotivna na trenutke, in ko padem v zgodbo, ko padem v konec zgodbe, težko zaključim. In tukaj sem... Lahko še kaj dopišete. Ne, ampak dobesedno jokala sem na koncu, ko pač naš glavni junak, ne bomo povedali vsega. Kaj se zgodi z njim, ne? Čeprav smo namigovali. Samo še eno vprašanje o Balzacu. Živel je luksuzno življenje, a ne? Tako. Kako si ga je financiral? On je bil, ja, to bom kar tako rekla naravnost, bon vivant. Živel je zato, da je dobro jedel, dobro pil in veliko jedel, veliko pil. In financiral se je pa seveda Balzac s tem, da je pisal. Takrat se je to še dalo kot pisatelj. In je pisal veliko zaradi tega, najverjetneje. Ja, pravzaprav bi danes rekli, ne vem, nekdo, ki piše serijske romane, ne. To je bil v takratnem času Balzac, ampak vseeno je pa zajel ves ta svoj čas in karakterje, se pravi osebnosti svojih junakov.
odlično popiše, pravzaprav čisto v vsakem delu, ne, zdaj, če gledamo to človeško komedijo. Mogoče pa res čarobna koža pa nekako izstopa, no. Prav s tem svojim preobratom, kako se on obrne od tega, kar je površno, kar je samo kazanje, se obrne k temu, kar je pristno, kar je ljubezen. Malce pa le pomoralizira, ne? Kajti ko zasije ljubezen tista prava, je pa, kot ste rekli, že prepozno. Ja, nažalost. Če se vrnemo čisto na začetek tistemu čudaškemu starčku, ki odkrije Valentinu portret in reče, to je čarobna koža. Ta čudaški starček je še nekaj naredil, s čimer me je očaral. Namreč, tukaj je rekel čudaški starček in se potrkal po glavi. Tukaj so pravi milijoni. In to se mi zdi kar podobno tistemu, kar je znana hollywoodska igralka letos naredila na Rdeči preprogi, ko so vprašali, kaj je najbolj dragoceno od tistega, kar nosi, kar ima, se je potrkala po glavi in rekla, moji možgani. Ste videli to? Ne, nisem videla tega, ampak ja. Tukaj je v bistvu en delček resnice, ker ta čudaški starček svari mladega Rafaela pred to kožo. Ne dajte se bogastvu, ne dajte se temu, bodite svoji. Ampak vseeno mladenič pač se odloči in kupi to kožo. Pomembna misel, bodite svoji. In mi dovolite, Špela, da končam tale najin pogovor z mislimi mladeniča, Valentina. Tako. Ja, dejal je namreč, zelo lepo ste to prevedli. Hvala. Ko bomo enkrat v znanosti prišli do stopnje, da bomo lahko napisali rodoslovno drevo src, ko bomo ta srca poimenovali, jih klasificirali v vrste, podvrste, družine, ko jih bomo uvrstili med rake, fosile, kuščarje, mikroskopsko majhna bitja med, kaj pa vem, tedaj, prijatelj moj, bo dokazano, da obstajajo tudi kot cvetlice nežna, občutljiva srca, ki se lahko razbijajo že ob najrahlejšem dotiku, česar kamnita srca sploh ne občutijo. Takole romantično se bom poslovila od vas, Špela. Zelo lepo mi je bilo, ko ste rekli, da ste na koncu kar jokali prevoda. Tako je treba, se mi zdi, delati, se predati, biti svoj. Tako da najlepša hvala vam za pogovor, za vaš prevod. Hvala lepa. Vam pa tudi gledalci hvala lepa in imenitno čarobno branje čarobne kože vam želiva Špelo. Hvala. Hvala. Beletrina v živo.